Nič, a mi kar najprej za začetek malo poveš o sebi, kaj študiraš, kako si se odločila za to, kaj te veseli, čistko, splošno. V redu. Sem Eva, študiram socialno pedagogiko, letos zaključujem, sem 4. letnik in me zanima delo z ljudmi, posebej mogoče s kakšnimi okroženimi skupinami. In tako sem tudi prišla do tega prostovoljstva, ker je na našem faksu vsako leto organizirana tržnica prostovoljnih del. Tam se predstavijo organizacije, ki delajo na področju skrbi za ljudi. Tam sem tudi poznala eno punco in ona mi je pa predstavila tudi UNICEF in tako sem prišla do tega prostovoljstva. Super. Zdaj pa, ko si ravno omenila prostovoljstvo, če mi lahko še malo poveš o svoji prostovoljski izkušnji, kaj počneš, kaj vključuje tvoje delo tako, na splošno. Okay. Začela sem s prostovoljstvom pri UNICEF-u 3 leta nazaj in to večinoma vključuje izvajanje delavnic na šolah za otroke, ker je to eden tudi od UNICEF-ovih ciljev, ker sem prepoznala izobraževati otroke na temo otrokovih pravic večinoma in potem prostovoljstvo zgleda tako, da na različnih šolah izvajamo delavnice, trenutno na temo otrok, beguncev in migracij. Z različno starimi otroki, z vsemi skupinami, razredi. Ja. In te v bistvu tej študij pripeljal do prostovoljstva ali si se že prej ukvarjala s tem? Sem se tudi že prej ukvarjala s tem pri Caritasu. Tam sem bila prostovoljka na počitnicah biserov in grem vsako leto za 1 teden z njimi na morje. Tako da to sem počela že prej, pa mi je bilo ful fajn, ful zanimivo delati z otroki. Se mi je pa zdelo, da bi lahko delala še nekaj čez leto, ker res so biseri samo poleti. Tako da si v direktnem kontaktu z otroki in sem se odločila še za nekaj, pa tudi faks in naša smer nas ful spodbuja k pridobivanju izkušenj neformalnih, ker nimamo toliko veliko prakse, prek prostovoljstva se pa sam lažje usmeriš na eno področje. Torej, jaz bi se malo dotaknila teh delavnic, ki si jih omenila, da se z otroki pogovarjate o migracijah, o otrocih, beguncih in me zanima, kako začeti z otrokom debato o tem, a so vas kaj usmerjali, ali ste bili sami sebi prepuščeni. Kako začeti eno tako temo z otrokom? Vedno smo usmerjeni, ker za te delavnice že dobimo priprave. Tudi pred izvajanjem imamo kakšno srečanje, na katerem se pogovarjamo, kako bomo izvedli. Da smo tudi sami malo uvedeni v to temo. Drugače pa sama delavnica napelje na temo. Mislim, da na zadnje smo začeli na način, da so otroci dobili prošnjo za azil, napisano v različnih jezikih in so oni poskušali odgovoriti na vprašanja, ki so bila tam napisana. Pol je pa to samo prišlo na temo, če kateri od otrok zna odgovoriti na kakšno vprašanje, ker so bili tudi v jezikih, mislim, da albanskem ali pa v cirilici, pa je kdo od otrok v kakšnem razredu res znal prebrati ali pa je razumel. In smo se pa včasih dotaknili tudi njihovih izkušenj, če ne smo pa izhajali na splošno iz tega, kar je bilo že prej pripravljen, pa iz drugih otrok. In kakšen je odnos otrok do teh tem? Ne vem, so najprej zaprti, pa se potem odprejo ob neki debati, ali jih takoj zanima, ali mogoče ostanejo hladni? Ful je odvisen od skupnosti, ki je v razredu, se mi zdi, ali pa tudi od posameznih otrok. Včasih kdo sam takoj pove, jaz sem pa tudi iz ene druge države, tudi meni je bilo težko, ali pa sem bil lepo sprejet. Včasih jim je sicer malo problem slovenščina, pa povejo par stavkov in pa že ne vejo več. V drugih primerih jih to ful ne moti, pa poskušajo povedati čim več. So pa tudi razredi, ki nimajo te izkušnje, da bi imeli kakšnega sošolca, ali pa vsaj ne povejo. Tam pa govorimo bolj na splošno, pa o drugih otrocih. Večinoma jih pa ful zanima. Dosti stvari že vejo. Kdaj se pa tudi naučijo, da smo vsi migranti na en način in jim je to bolj ful zanimiv in s takimi stvarmi jih še bolj pritegne ta tema. Zelo zanimivo. Kaj bi pa rekla, da smatraš kot svoj največji dosežek? Lahko je to pri sodelovanju z UNICEF-om ali pa, ko si rekla, da si tudi s Caritasom sodelovala. Torej, največji dosežek v svoji prostovoljski izkušnji?
Mene, Ja. Nekaj, kar te je najbolj napolnilo, lahko z veseljem ali pa ja. Največji dosežek se mi zdi, mi je to, da sem našla nekaj, kar res rada počnem, ker sem pri Karitasu že 6. leto, pa pri UNICEF-u bom tudi najbrž še ostala. Pa zmer mi je fajn, ko ti otroci na koncu ali delavnice ali pa celega tedna rečejo, bil si mi ful všeč kot animator ali pa ful sem se naučil od tebe, ali pa da dobiš eno povratno informacijo, da si res naredil nekaj dobrega za njih ali pa nekaj, kar jim ostane. Super, torej, kakor vidim, imaš pozitivne izkušnje, a ne? Torej, predvidevam, da bi drugim mladim tudi svetovala prostovoljstvo, a ne? Ja. Pa me zanima, zakaj, kako bi jim to predstavila, zakaj bi jih spodbudila, da se ukvarjajo s prostovoljstvom, pa mogoče, če malo še razširim to vprašanje, če imaš kakšen nasvet za nekoga, ki bi ga zanimalo prostovoljstvo, pa ne ve, kje začeti, ne ve, kje poiskati takšno prostovoljsko delo, ki bi njemu najbolj odgovarjalo. Bom začela z zadnjim vprašanjem. Se mi zdi, da glede prostovoljstva se ful splača vprašati kakšne svoje kolege, prijatelje, znance, ker najbrž dobiš tudi najboljšo izkušnjo iz prve roke. Drugače sem pa zasledila zdaj že dosti spletnih strani, ki tudi ponujajo prostovoljstvo, ali pa če imaš že vsaj malo izdelano predstavo, kaj bi počel, tudi na tisto temo najbrž najdeš ful organizacij, ki to ponujajo. Drugače bi pa ful priporočila zaradi izkušenj, ki jih dobiš in z drugimi ljudmi in tudi s sabo, ker si fulkrat potisnjen v ene situacije, kjer si prvič, vsaj v mojem primeru. Pa se mi zdi, da dobiš tudi dosti izkušenj, ki ti bojo koristile naprej v življenju. Ne vem, na biserih se res moramo naučiti preživeti 7 dni na teden z ljudmi, ki jih prej ne poznaš. Pa se mi zdi to ful koristno tako za prilagajanje. Na UNICEF-u pa tudi dobivam čisto ena druga znanja, še malo bolj iz sveta celega. Se mi zdi, da se učim tega celostnega pogleda na ljudi pa na življenje. In se mi zdi, da to dobiš tudi z drugimi oblikami prostovoljstva, ful enega širšega pogleda na druge in pa tudi na se. Super, ok. To je to v bistvu, kar z moje strani glede vprašanj. Hvala, da si sodelovala, da si bila pripravljena. Hvala tebi. Pa veliko zdravja, čim manj dolg časa, pa čim več lepših izkušenj prostovoljskih in drugih. Hvala, enako.